Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Lahko rečem, da sem prijetno presenečen, ko vidim, kakšen je odziv na današnjo tiskovno konferenco. To pravzaprav samo kaže na to, kako vsi skupaj želimo nekih pozitivnih informacij, pozitivnih novic. In danes je ena takšnih. V času hude COVID krize, COVID epidemije se življenje ni ustavilo. Še zmeraj v UKC in tudi v drugih slovenskih bolnišnicah zdravimo pacijente, ki niso COVID pacijenti. In med njimi so najpomembnejši prav otroci, ki so težko bolni. In zato z veseljem sporočam, da smo po dolgih letih pravzaprav uspeli z prenovo, najprej prenovo oddelka za intenzivno terapijo v pediatrični kliniki. To pomeni, da smo popolnoma prenovili vse prostore. Drugič, da smo te prostore tudi kompletno opremili. Tretjič, da imamo danes zadosti kvalitetnega kadra, da te otroke tudi uspešno na najvišjem možnem nivoju zdravja. Sam se spomnim, ko sem nastopil svojo funkcijo pred 3 leti, spomnite se, kakšna kriza je bila takrat v Ljubljani. Oddelek za otroško kirurgijo je praktično razpadel in to je grozilo tudi oddelku za otroško kirurgijo v Mariboru in pa tudi intenzivni enoti. Vidite, da je situacija danes povsem drugačna. Kot sem rekel, ukrepili smo se kadrovsko, kadar je v tem trenutku sicer še ne optimalno, ampak vendarle zadosti. In celotna oprema je tukaj. Vsa investicija je na ramenih države, celotna je v vrednosti približno 1 200 000 evrov, od tega približno 600 000 za prostorsko ureditev in približno 600 000 za opremo. Govorimo še enkrat o vrhunski opremi, ki zagotavlja vso možno terapijo za naše otroke. Zdaj, če govorimo o tem, kakšni otroci se tukaj zdravijo, seveda so zelo pomembni dojenčki, približno 150 na leto, od tega približno 2/3 nedonošenčkov. Govorimo o otroci, ki so težki 400-500 gramov in se za njih borimo z vsemi močmi in to z velikimi uspehi. Sedaj bodo ti rezultati kvečemo še boljši. Potem pa so tukaj seveda številni drugi otroci, ki potrebujejo intenzivno terapijo, tisti, ki potrebujejo zelo težke operacije in so bolani za boleznimi, ki pravzaprav komaj da omogočajo življenje. Skratka, zelo sem vesel, da je danes temu tako. Bi pa še ob tej priliki omenil, da ta uspeh ni prišel preko noči, da so za njega zaslužili tudi številni, ki so si za to prizadevali leta. Tukaj bi posebej omenil profesor Marčunovo, dr. Trajberjevo, dr. Miksičevo in pa vse zaposlene na tem oddelku, ki so se dolga leta trudili v nemogočih pogojih in vztrajali. Hvala vsem in hvala tudi vsem medicinskim sestram, fizioterapeutom in ostalim, ki so bistveno prispevali k temu. Zahvalil bi se tudi oddelku za investicije in vzdrževanje v naši bolnišnici, gospodu Pograjcu, ki to vodi, ki je odlično speljal celoten projekt. Projekt je potekal praktično nemoteno, kljub hudi krizi, kljub epidemiji. Želim vsem, da si pogledate v današnjem priložnosti te prostore, ki so, boste videli, fantastični in da to novico prenesete širši javnosti. Zdaj pa besedo predajam predstojniku oddelka, predsedniku Bodinšku. Hvala lepa. Hvala. Ja, najlepša hvala, gospod direktor, za lepe želje in tudi jaz bi se pravzaprav tu obrnil na to, da v zadnjem letu v zdravstvu bolj ali manj govorimo v negativnih konotacijah. Vsakodnevno govorimo o številu umrlih, številu obolelih, o ukrepih, ki nam niso všeč, ampak so edini možni, da zagotovijo eno varno prihodnost ali pa varno, predvsem prihodnost za vse nas. Morda zdaj pri korona krizi za starejše, za najstarejše, ampak tukaj, glede na to, da smo na pediatriji, pa imamo eno zelo pozitivno zgodbo. To je obnova, prenova enote za intenzivno terapijo in nego otrok, novorojencev in starejših otrok, ki se je v tem času zdela pravzaprav nemogoča, kako lahko v času takšne krize vendarle naredimo eno zelo pozitivno zgodbo, prenovimo en oddelek,
ki je bil v medijih pogosto prisoten, pa vse prepogosto v negativni konotaciji. Pogosto smo pozabili na pozitivne zgodbe, na vsakega novorojenca, ki je s 400 grami 4 mesece prezgodaj prišel na svet od 9 mesecev nosečnosti, 4 mesece prezgodaj, in ki so ga ekipe pripeljale do tega, da zdaj z vrstniki igra nogomet, oziroma morda zdaj ne igra ravno nogometa, ampak z mamo z masko hodi po Pohorju. Jaz bi res sem zelo hvaležen državi, ki je imela posluh za nas, da nam je omogočila razširitev prostorov. Torej, pridobili smo nekaj dodatnih kapacitet za ravno te najhuje bolne nedonošenčke, pa vendarle zraven opremili tudi prostor za starejše otroke, ki so tudi hudo bolani. Oprema, ki je sigurno najboljša, vrhunska oprema, ki smo jo dobili in bo omogočala preživetje tudi takrat, ko že skoraj vsi obupamo in pomislimo, saj je to nemogoče izvesti. In še nekaj je zelo pomembno, v Sloveniji sta samo 2 takšni enoti za intenzivno terapijo. Pravzaprav je naša ena celostna, ker obravnava otroka od rojstva, tistega rojstva daleč pred terminom in do 19. leta. In samo 2 enoti pokrivata celotno področje in naša ekipa s helikopterskimi transporti in z drugimi transporti omogoča skrbo tudi za druge kraje. To ni samo enota za intenzivno terapijo bolnice Maribor oziroma UKC Maribor, to je enota za celo Slovenijo in zato tudi verjetno ta posluh odločevalcev, da so investirali v naše prostore. Izredno bi se zahvalil tudi požrtvovalnosti ekipe enote za intenzivno terapijo, ki je kar nekaj mesecev zdaj gostovala v bistveno manjših prostorih, kot bi bilo to idealno. Seveda bodo zdaj prostori res zelo dobri. Predstojnici, dr. Štelcarjevi in pa glavni sestri enote za intenzivno terapijo, sestri Maji Fajfar. Res so v tem času skrbeli, da se tudi v manjših prostorih ni zgodilo nič, da so vsi ti otroci brez težav prebrodili največje težave in jaz jim želim samo veliko uspešnega dela v novih prostorih. Hvala. Pozdravljeni še iz naše strani, naše male intenzivne enote, ki se bo pa s to nadgradnjo, razširitvijo povečala. Zelo smo veseli, pridobili bomo 5 novih mest za najtežje bolne novorojenčke in nedonošenčke. Ob tem smo pridobili še novo sobo za izolacijo s podtlakom in nadtlakom za imunokompromitirane paciente in tiste z hudo nalezljivimi boleznimi. Zadnjih 9 mesecev je za nas res bilo zelo uspešnih, bom rekla. Poleg tega, da se nam je uspelo nadgraditi enoto, obnoviti enoto, smo pridobili tudi 2 nova zdravnika in smo res trenutno zelo pozitivno nastrojeni. Imamo željo, da tako ostane, da se ta širitev, tako kadrovska kot tudi prostorska, še nadaljuje. Zaenkrat bo naša enota zajemala v bistvu 9 intenzivnih neonatalnih mest za novorojenčke in 2 intenzivni postelji intenzivne terapije za pediatrične bolnike. Ob tem bomo imeli še 10 postelj intenzivne nege. V prihodnosti pa si želimo še pediatrični del povečati za 3 postelje, kar bi na to pomenilo 24 postelj intenzivne terapije in nege za severovzhodno Slovenijo, pa ne samo za severovzhodno Slovenijo, tudi za celotno Slovenijo, saj se vključujemo tudi, kot je že dr. Dolinšek povedal, v nacionalne transporte in tudi s tem pridobimo kar nekaj bolnikov v mariborsko bolnišnico. Naša pridobitev za večje otroke, za zelo kužne otroke oziroma otroke z hudo nalezljivimi boleznimi, tako imenovana izolacijska soba, ki ima tudi lastno kopalnico, lastni filter in vstop tako za osebje kot tudi za kasneje za starše je samo čez filter. Soba ima tako imenovani podtlak in nadtlak, tako da lahko v tej sobi imamo tudi tiste zelo imunsko oslabele paciente, da se ne okužijo od drugih. Za vse nas zaposlene v bistvu ti novo pridobljeni prostori pomenijo izredno radost.
Zelo se jih veselimo, zelo smo prežeti z pozitivno energijo in v bistvu komaj čakamo, da bo od teh sten v novih prostorih zazvenel otroški jok. Veliko aktivnosti se tukaj pri nas že dogaja, tako da zdaj imamo plan najprej premestiti oziroma namestiti opremo in kasneje seveda nazadnje otročke, tako da nekako pričakujemo, da bi to bilo konec naslednjega tedna.